pokrovitelj oddaje, občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. V tokratni oddaji bomo govorili o cerkvi Marijinega vnebovzetja na Čemšeniku in seveda tudi še marsikaj drugega. Prvič pa oddajo snemamo v prenovljenem gostišču Naš hram Kisovec. Z nami pa je Jože Šafner. Jože, živjo. Živjo. Midva se pa res tako dolgo že poznava, da ne bova slepo mišila, pa bova kar na ti. Tako je, če ne se bom tudi jaz slabi počutil. Imamo preveliko tremo, če bomo na vi. Verjetno se nekateri, ki te ne poznajo, sprašujejo, o kakšni povezavi si ti z cerkvijo Marijinega vnebovzetja v Čemšeniku. Dobro, jaz se te spomnim kot zagorskega romarja. Vsako leto se romanje začne. 13. avgusta, ja. Tako. Sicer pa je to poklic zelo zanimiv. S tem pa je povezano tudi tvoje delo okrog te cerkve. Ja, na cerkev v Čemšeniki sem jaz tudi čustveno navezan. Torej Zagorjani zdaj pa imamo že kar nekaj stoletij, že 2 stoletja romamo k Novi Štift. Jaz sem romal s svojo mamo, potem pa tudi sam, pa ženo. No, zdaj zadnje čase pa, potem sem pa še s hčerko, no, zdaj zadnje čase pa ne romam, ampak se pripeljem, ker sinam ne moremo, ker ga imamo na invalidskem vozičku, tako da potem pridemo tisti slavnostni večerni maš v Novo Štifto. Se pa začne res romanje v Čemšeniki. To je prva cerkev, kjer se ostavimo. Od 7 cerkva? Tako, od 7 cerkva, ja. No, vidiš ti. Jaz vem, da ti že več veš kot jaz. Ja, to je v bistvu prva cerkev Marijinega vnebovzetja. In zato me pač sem nekako se čutim dolžnega, da čim bolj po svojih možnostih, pa po svoji stroki pomagam pri obnovi te cerkve. Je pa že kar nekaj časa tega. To se že kar nekaj časa odvija. Jaz bom rekel, ta prvih pregledov cerkve že mogoče na 15 let, se mi že zdi. No, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? Zdaj, vse cerkve so nekako na hribčku, da je pa nekako vmes, ne na vrhu hribčka, ampak vmes, ker je včasih verjetno še bolj nevarno za plazenje. Ja, v glavnem po vsej Sloveniji je ta cerkveni fond, stavbni fond je v zelo slabem stanju. Že preteklo stoletji in objekti so utrujeni, zmatrani, bi rekel. Tako da stvar je pač takšna, da mene so poklicali farani, ta gradbeni odbor, da bi pač želeli razpoke so velike. Na cerkvi? Ja, jaz moram povedati, da jih nisem opazil, ker kot romar sem jaz poslušal bolj, kaj nam bo župnik povedal za na romarje in nisem tukaj strojno gledal, ampak potem sem si pa stvari ogledal in sem videl, da so res kritične. Pogledali smo si tudi celotno okolico, sem si ogledal. Spodaj pod cerkvijo? Ja, pod cerkvijo, nad cerkvijo, vse okrog in sem videl, da je to pa kar problematično. Tako da sem še enega kolega, ki je bil geolog, povabil, da so si še skupaj pogledala, je potrdil moje sume, da je pač cel ta pobočje, te osrednje vasi Čemšenik plazi navzdol. Zdaj, to je težko prepričati ljudi, mislim, da smo mogoče malo preveč črnogleda s takšnim izjavam, pa s takšnim mnenjem, ampak smo to nekako prepričali, da bi le v prvi priliki, ko bi bila možnost, naredili tam neki vrtin. Ko se pa vrtine naredijo, se pa vidi, kakšen je teren v... In vrtine so se? Ja, tako bila je, čisto po naključju je bila prilika, ker v bližini so delali neke stvari z temi garniturami, z vrtalnim garnituram, tako da so še, da je občina omogočila tudi, da se tukaj so naredile, mislim, 2 ali celo 4 vrtine. No, in ko so se te 4 vrtine naredile, je bil pa alarm. Takrat je bil pa alarm, da so res stane, ja, da stvari drsijo, da se stava taltašna, da je višina potalnice zelo problematična, da vse skupaj to drsi dol. In to je bilo leta, mislim, da je bilo to leta 2010.
Ampak potem je še kar nekaj časa trajalo, stanje se je pa slabšalo, tudi škarpa, če se ne motim, je bila že razpokana pod cerkvijo, tudi sama cerkev je še naprej, so se pokazale razpoke, ampak potem je treba dobiti denar, ne, za sanacijo. Ja, najprej treba se stvari zavedati, da je resna, ne, in po teh stvarih so se zavedali, tako da je 2011 so že začeli kar s projektno dokumentacijo, že kar še z dodatnimi raziskavami, tako da so tudi naredili stabilnostne analize, da so ugotovili, kje drsi, kaj in kako se te zadeve so, tako da je bilo to zelo intenzivno delano, ne. In vem, da sem bil tudi na gradbeni fakulteti smo bili, ker so tudi s tem sodelovali pri teh projektih, smo si izmenjavali, kaj in kako bi stvari naredili. Je pa res velik zalogaj, ne, to. Če bi hoteli res to sanirati, to je 80 milijonov cena bila investicije, ne, tako da to moj bivši profesor, zdaj že upokojen, Maj se je rekel, bolj bi bilo to vas preseliti, kakor pa je to tako veliko investicijo, ne. Ali pa nekateri, tudi to se je govorilo, da se bo cerkev enostavno porušila. Ja, zdaj tudi to, so bile različne variante, mogoče bi bilo smiselno, ne, da bi se porušila, tudi to so bile ideje, da bi se kar porušili, pa bi se pač farani bi hodili v sosedno dol cerkev Šentgotard, ne. Ampak ni bilo te želje, ne, ni bilo te želje, tako da tukaj so bili krajani, skupaj niso najprej farani, ne, sta poseben gradbeni odbor, potem so bili krajani, občina Zagorje, moram reči, to je izredno podporo, ne, kompletno, tukaj bi rekel, ne glede na strankarsko pripadnost, ne, so vsi to podprli, da se to jedro v Čemšeniku uredi, ker ne gre tukaj samo za cerkev, ne. Okrog cerkve je pokopališče, spodaj je, si že ti omenil, cesta, ne. Krajevna skupnost, objekti so, šole, izredno problematična stvar, tako da cerkev je glih na tej lokaciji. Je še glavna prometna žila skozi vas. Ja, glavna prometna žila, ne, na Trojane ali pa potem dol na Zagorje, ne. Tako da zadeve so se potem kar, so stvar podprle, ne, ampak te raziskave so v bistvu pokazali sledeče, da res je celotna to območje podmika navzdol, ne, to bi rekel, to se kot, rečemo mi gradbenike, ne, kot togo telo, ne, se premika dol, ne. Koliko je to centimeter na leto? Zdaj, to je zdaj odvisno, ne, zdaj recimo letos, ko imamo bolj sušno obdobje, bo malo manj, ne, ko je bolj mokro obdobje, malo več, ampak tam okrog hitrost je okrog 10 mm, 1 cm, rečemo na let, ne. Ampak na sami lokaciji tega cerkve, pokopališča, tega zidu okrog, ne, in te ceste, tam je pa na tej lokaciji okrog pa 15 mm, centimeter pa pol na let, ne. Tako da tukaj so problem, pa še to je stvar, da se ta celoten, glih ta pokopališče pa s cerkvijo še malo protiurno suče. Suče se, ne, to se prav se ne pomikajo vsi deli, bi rekel, v isto smer, en se horizontalno malo več, en malo manj to, pa še neenakomerno se poseda, ne, ta vzhodni del je tam neka skala bila in izgleda nekako bolj togo, se ne pomika tukaj poseda, ne, južni del, oziroma zahodni del se pa kar poseda, ne. In je kar problem, za teh diferenčnih pomikov pa posedkov se pa tudi postavljajo te posledice na tako na cerkvi, kakor tudi na vseh teh zidovih, ne. Kdaj je bila sprejeta odločitev, da se gre v sanacijo tega plazišča, pa tudi same cerkve? Ja, to mislim, da so se že projekti začeli tam okrog 2013, začeli delati 2014, da so se takrat projekti začeli, ne, pripravljati. Kdaj si se ti vključil potem? Zdaj, jaz sem v bistvu vključen bolj pri sami sanaciji cerkve, ne, pri kateri smo mi majčkeno zdaj zastali, ne. Mi namreč ni se vedelo, ne, a bo šla občina bo prevzela ta finančno zelo močen zalogaj, ne, z te sanacije. Stroški so bili veliki, ne. Pa ne čisto sama, tudi preko ljubljanske nadškofije? Ja, zdaj nismo vedeli, ne, pravzaprav, ko se pri teh sredstvih nikoli ne veš, kdo bo zraven, kdo ne bo zraven, ne. Ampak mi smo takrat rekli tako, ne, če se ne bo vedel,
oziroma če se bo ta sanacija lokalnega območja prestavljala v prihodnost, potem moramo mi narediti vsaj takšno sanacijo, da bo do tistega časa cerkev zdržala. In smo imeli najprej neko drugo varianto, da bomo šli ne glede na to, ali se bo to saniralo ali ne, v sanacijo, da se nam ne bo cerkev prepodrla, preden bo prišlo do tega. Ampak zelo hitro je pa bilo, da so se odločila, občina, dobila tudi strani ministrstva, jaz vem, ko smo imeli sestanek, tudi strani ministrstva, podporo, da se gre v sanacijo tega območja, glih predvsem tudi za te lokalne ceste, pokopališča, pa vseh teh objektov. Istočasno s tem smo pa mi tudi dobili v bistvu podporo za sanacijo cerkve. Je pa tudi nadškofija, seveda, tudi nadškofija je tukaj bila, ampak ona je v tej zdajšnji fazi, to, kar je zdaj narejena, tukaj to je bila samo stvar občine pa ministrstva za okolje in prostor. Zdaj naslednja faza, zdaj. No, če gledaš malce nazaj, ko se je začelo to področje sanirati, tudi svetih maš pa vseh aktivnosti ni bilo več v cerkvi. Ne, to smo mogli enostavno, vse to je bilo tudi kar lepo sprejeto tudi strani nadškofija, da so rekli, da se cerkev zapre, ker je bilo prenevarno. Ne moramo si tvegati. Dobili smo tudi že informacije, da je že vmes kdaj kaj iz stropa dol padlo in Bog ne da, da bi to kirmo na glavo. Takrat so cerkev se v bistvu zaprla in maše so imeli, ker so si prostore v župnišču so si uredili, tako da tukaj ni kakšnih velikih problemov. To je zelo pozitivno, kar je tudi mene, sem bil izredno presenečen, da so bili vsi za. To je zelo redko, pa se vidimo v vsaki stvari. Tukaj so bili pa Čemšinčani, krajevna skupnost, tudi ostali, ki niso neposredno, bom rekel, tako povezani s cerkvijo, občina, tudi strani ministrstva, z nadškofijo vsi, da se to uredi. To je bilo se mi zdi ključno, da se je šlo v to. No, preden se vrneva potem v samo cerkev, kaj je bilo odkritega v času sanacije, mogoče še kaj vse je bilo postorjeno, da ne bo več plazilo ali pa se je tako izdatno, kot je doslej. Tisto, ki sem že prej povedal, celega plazu se ne bo ustavil s tem. Smo pa nekako, ta območje objeli, z roka smo objeli ta območje, tako da je objet in da se to zdaj enakomerno pomika navzdol. Kaj to s piloti? Ja, to so bili narejeni, to je bilo kar dosti kompliciran. Tudi zaradi samega odpiranja smo mogli zavarovati gradbeno jamo, to je bilo z mikropiloti, s sidranjem, potem so bili ti Benotov vrtani piloti FI-80, tako da smo šli z enega in z drugega konca skupaj. Če se bojo iz slik, se bo mogoče videli, to, kaj vse je bilo narejeno. Dejansko tudi, bi rekel, kakšne velike težave je imel izvajalec z vsem, ker to je bilo v središču samega vaškega jedra. Otroci so hodili v šolo. Mimo stanovanjskih vrat se je dobesedno vozil. Včasih sem rekel, Mirkite, da note veš parkiran z kamioni. Kmetje na njive, gnojiti v gozd po drve. To je bilo treba vse uskladiti. Trgovina, dostava, recimo dostava. Tudi vsi so bili pri teh zadevi prizadeti, ampak ni pa bilo v tem smislu, da bi bilo kakršnekoli ovire, da se ne bi to delalo. Pa je šlo lepo po načrtih vse? Ne, to pa sploh ni šlo. To pa sploh ni šlo. Kakršnokoli stvar smo odprli, se je pokazalo še slabije. Nemogoče stvari so bile res. Zato se tudi investicija, sicer sam ne vem točno koliko, ampak se je kar krepko se povečala investicija. Mi smo bistveno več naredili, kot je bilo predvideno v projektih, ker enostavno je bilo treba narediti. Kaj pa se je na sami cerkvi postorilo? Zdaj, ti si mi omenil Purpen. Ja. Če smešna anekdota okrog tega. Najprej smo mi, in to že, ker smo najprej delali neposredno blizu cerkve, smo naredili, in to ob cesti, da smo lahko sploh tam gradbeno jamo odprli, smo naredili mikropelote. In že pri tem izvajanju smo videli, da se, ko smo opazovali razpoke, da so se te začele kar malo povečevati. Tako da smo cerkev podprli na zunanji strani, smo dali takšne lesene podpore,
znot pa še zveza smo z zategam v vzdolžni in prečni smer, tako da včasih so kje rekli, zakaj je to, ne, ampak zato, da se bo, jaz sem rekel, zato, če se bo podrl, da se bo počas podrl, da se ne bo na ljudi podrl, ne. To je bilo bistveno je bilo to, ne, tako kritične so zadeve bile, ne, ker to je težka mehanizacija, zato se bo na fotografijah lepo videli, kakšna mehanizacija, neposredno vlis, so se ta dela izvajala, to so se vrtali piloti, to je bilo globok 10-11 metrov, ne, in treslaji so bili, kamioni so mi vodili in to so povečevali te razpoke. Tako da smo zvezali skupaj, ne, v tej prvi fazi in to je bil pa strošek, to je bil pa strošek župnije oziroma skupaj v soglasju z nadškofijo, ne. Tudi nadškofija je bila za to, ne, da se zavaruje. Kaj pa purpen? Ja, to je bila pa druga faza, ne. Potem smo mi tako objekt tudi pripravili zato, da so prišli na ta v bistvu arheologi. Predno smo mi delali, smo naredili znotraj cerkve sondažne skope. In tukaj smo imeli pa res smolo, ne. Mi smo na večjih krajih odkopali, da bi videli, kako globoko so temelji. Smo pa naredili tak, bi rekel, šlic po vzdolž cele ladje, ne, za takšnim manjšim bagram, kar dosti globok, in je bilo vse v redu. Vedeli smo iz govoric, da je tam sredi ladje ne bi bila grobnica, ne. No in na tisto smo naleteli, ne. In ker smo na tisto naleteli, smo se mi obnašali odgovorno, ne, do naše kulturne dediščine in smo to tudi takoj obvestili Zavod za varstvo kulturne dediščine, ne. Tako da ne bi tukaj kje karkoli slabega. No, potem so pa oni verjetno naprej raziskovali in odkrili še veliko kosti. Ja, potem pa, ne, to je pa zanimivo, ne, za te arheologe, ne. Mi nismo najdli nobene kosti, ne. Mi smo samo tisto grobnico najdli zaprto, ne. Ko so pa oni začeli kopati, so pa kamorkoli so zakopali, je bila kost, ne. Mi smo znotraj cerkve najdli, mislim, da jih je bilo okrog 150 grobov. 150 skeletov? 150, ja. In to, mimo grede, verjetno to ne bo zdaj nazaj zakopano, ampak nekje v bližini? Zdaj, to se mora še odločiti, ne, zdaj, ne, to se mora še odločiti. Jaz mislim, načelno stališče je takšno, ne, da ne pokop znotraj cerkve, ampak da se bo pač od zunaj naredilo. Da ostane doma, da ostanejo doma. Ja, to pa sigurno, ne, to so Čemšenčani, ne, in sodijo v Čemšenik, ne, na pokopališče v Čemšenik. Pa se ve, kdo so, pa kako daleč to seže? Zdaj, jaz sem se glih pred kratkim pozanimal, ne, ker na koncu teh arheoloških raziskav pride še poročilo, ne, tega trenutno še ni, tako da težko, kaj rečemo kdaj, ne, ampak so bile pa zanimive stvari, ne. Mi smo tukaj najdli zdaj pravzaprav 1, 2, 3, skoraj 4 grobnice, ne. Ena je bila tam v zakristiji, tam je bilo zelo veliko teh posmrtnih ostankov. Zdaj, ko so cerkve karkoli prekopavali, so kar v cerkvi so rekli, se je tukaj najbolj primerno, tudi pietetno, ne, je neka pieteta tukaj, da ni kar tam nekam zakopana, ne. Tam je bilo zelo veliko, no, tisto so tudi predstavili. Tudi kakšni predmeti? Ne, ni bilo nič najdenega tam v tisti zakristiji, ne. No, te grobnice sred glavne ladje, tukaj sta bila, mislim, da so bili 3 okostja, zelo tako lepo ohranjena, ne. Je bila pa ta grobnica drugače zasuta, ne. Očitno so imeli z nekim posedanjem že težave, pa so pol kar to zasula, ne. Tukaj so najdli zdaj, bomo videli, kaj bojo napisala, ne. Zdaj, v grobnice ne dajo kar navadnih smrtnikov, ne. Dajo kakšno bolj pomembno gospodo, ne. Ampak za to grobnico so vedeli ljudje, to so vedela, ne. Govorica? Ja, to so vedeli, da tukaj je neka grobnica in zato smo tudi mi naredili ta sondažni skop. S tem, da ta generacija, ki zdaj živi, ni izvrševala pokopov, verjetno? Ne, to so še od svojih dedov, pa še kje nazaj, ne, zvedeli pa babic, tako, ja. No, še vedno smo pri purpenu. No, ampak še vsem bi pa rad povedal, da smo najdli pa 2 grobnice, za katere pa niso vedeli. In zelo pomembna je tista, ki smo jo najdli po presbiteriji. Za tisto pa noben vedel in noter je bil pa pokopan duhovnik, ker smo še najdli, tam pa so bili ostanki, ne. Najdli so pa tudi baje neke, ta arheologinja je rekla, neke ostanke, kar stare, ne vem, je rekla nekaj 1000 let. Da bomo videli, kaj piše, no. Tudi mene bo zanimalo, kaj piše, ne. Potem pa purpen, ne. In ko so oni več ali manj že zdeli končali, smo sproti spremljali, kaj smo videli, da
če ne bo šlo takoj v nadaljevanje sanacije cerkve, da moramo cerkev še dodatno ojačati. No, in da se ne bo sesula sama vase. Tako, poleg one smo še dodatno ojačali. Ne, takrat in smo še dodatno podprli na zunanji, notranji stran, pa smo dali še neke jeklene zatege, skusa, ne, dodatne. In te razpoke smo pa zainjektirali. Ne. Zdaj pa... S purpenom? Kako? Ne, s purpenom pa ne. Ja, to je bila, ne. A moj brat je rekel, ja, ko pa delate, s purpenom delate, ne. Pa sem rekel, ne, ni tako, je rekel, sem slišal, da s tem. Ne, te velike razpoke so se na notranji, zunanji stran temeljito se očistijo, ne. Potem se pa zapolnejo s purpenom, da je ta injekcijska masa ne zleze ven. Ja, dol v krajevno skupnost, ne gre vse skupaj. Tako da s tem, to je zelo kar dosti učinkovito, pa ni bilo treba na kakšno lepoto, treba je bilo to pač, da zagotovimo kontakt med temi razpokami, ne, da saniramo. V bistvu smo ogromno tega zinjektirali, tako da vse večje razpoke smo vse zinjektirali. Kaj zdaj še čaka, da se postori v naslednjih mesecih, mogoče v letošnjem letu? Ja, v letošnjem letu. Oziroma do takrat, da bo lahko spet sveta maša v cerkvi? Ja, zdaj je tako, ne, zdaj tisto, kar sem prej povedal s temi opornimi zidovi, se je pač rešila varnost prometa na tej cesti, ne, varnost tudi dostopa, uredil se je dostop, varen dostop otrok do šole, to je zelo pomembno, ne, dolg je avtobusna postaja, zdaj so se naredili tudi dodaten zid, se naredili do Spločnika, tako da otroci grejo po Pločniku, prej so šli po cest, ne. Tako da je tudi ta varnost. In s to konstrukcijo so v bistvu zagotovili, da se ta objekt, pokopališče, cerkev, vse skupaj lepo enakomerno giba, ne, da ni nekih diferenčnih, ampak nismo pa še naredili, da se ne bi posedali, ne. To nas pa še čaka, ne. Upam, neko planje v letošnjem letu. To je pa s to metodo jet grouting sistema, ko se bo ta... Kar seveda ne razumem, ne? Ja, ne, vse ni nič tega. Kako pa to izgleda? Zavrta se v zemljo, takšna cev, potem se ima pa takšno šobo od spodaj, ta šoba rotira in pod pritiskom na neko atmosferko, kar je pač primerno, ne, za tisti material, se brizga injekcijska masa, običajno kar cementna injekcijska masa in istočasno se dviguje. In na ta način se ustvari takšen betonski slop. Nekaj podobnega kot stolpopisi? Ja, ne, tisti tam ne, ne vem, kako ga ravnajo dol, ampak mislim, da je bolj, da ga ne poravnajo, če ga bojo poravnali, ne bo več tako pomembno. Tako da ta območje se bo zinjektiral tam do globine približno 11 metrov. To še čaka. To še čaka. Preden se potem notranjost cerkve, pa tudi zunanjost. Ja, potem, ko se bo pa ta stabilizacija temeljnih tal neposredno pod cerkvijo naredila, ker to je spet delikatno, to je pod pritiskom, ne. Neposredno so grobovi. Ne. In zdaj bo treba do kire globine, ne, narodno bi bilo, če bi se začele to grobovi dvigovati in tako naprej, ne, bo zelo kar zahtevna stvar, ne. Ampak je pa nujna. Ko bo to narejeno, bomo pa pol tele temelje obstoječe, oziroma, če lahko sploh rečem temelje, v bistvu so tako kamniti zidovi, bo treba to dodatno obleči, ojačati, narediti temeljno konstrukcijo, osnovo, to, pa kompletno streho bomo dali dol, kompletne kamnite oboke, ki so vse razpokane dol, tudi da bomo nad vrh naredili tudi kompletne nove armirano betonske oboke, vezi, pa novo streho in ko bomo imeli spodaj in zgoraj vrh zvezan, bomo še vse zidove zinjektirali. No in tako prognoza, kdaj bo naslednje romanje se začelo v cerkvi? Ja, jaz bi tako rekel, ne, če sem dosti realen, glede na nekaj izkušenj imam, no, tudi s tem, no. Zdaj, če bo letos ta podbetoniranje, bo zelo v redu, ne. Bomo verjetno vsi zadovoljni, ne, ker tudi to je nek finančen zalogaj, ne. Potem drugo leto? Ja, drugo leto, če bi se pa drugo leto, ker to je dela približno tam za 5-6 mesecev in je stvar pod streho, ne. Tako da znotraj bi se potem lahko brez problema bila lahko maša, potem je pa še čas, ne. Naslednjih 10 let, da so vse uredili. Ja, ker bistveno je, ne, da smo temeljiti pri konstrukciji. Ne. To je,
To ni polovičkarstva, ne? Ja, pa to je tako, ne, ta cerkev kot nek ponesrečenec, ne, saj sem ti mogoče kdaj že pravo, no, vse se ponavljam, kot ponesrečen, ki ima polomljene kosti in natrgane mišice, ne, in bomo najprej to naredili, ne, kosti poravnali, mišice dali, ne, potem pa lepotna kirurgija pride na vrsto. Jože, zdaj, če sva tu bolj kot ne povedala, ker je tem danem trenutku možno povedati, naše oddaje nekateri spremljajo in na moj elektronski naslov igor.goste@nasiol.net včasih pošljajo tudi kakšno vprašanje in glede na to, da si ti iz foha, kot rečemo tu mi, iz stroke, kar nekaj vprašanje bilo tudi na odziv zadnje seje občinskega sveta, kjer je Sašo Vučko postavil zanimivo vprašanje nasipavanja med Kisocam Loke proti Stopam, proti Zagorju ob potoku Medije. Kar precej visoko je že to. Kakšna je sploh ta okoljevarstvena stroka oziroma sploh ta strokovna stroka? Koliko se sploh sme odlagati? Kako se sploh pride do dovoljenja, da se lahko brežine potoka recimo z materialom, odpadnom, pa da se to na nek način dviguje? Jaz sem bolj kot statika, ne, kot gradbenik statika, ne, vem pa, da imajo glih s tem z umestitvijo, ne, objektov, ne, v prostor, ne, največji problem je glih arhitekti, kot devajo, posebno tam, kjer so vode, ne. Kjer so vode, vem, da so zmeraj gromozanski problemi za pridobivanje soglasja. In zdaj, jaz ne vem, kako bi ti povedal najbolj, ampak medva veva, ne, čem je problem, ti se bo spomnil. Plas Ruardi. To je posledica nestrokovnega, nepravilnega nasipavanja. Ne. Tam je bil velikih razsežnosti, ne, in je v nekem trenutku splazil. Isto lahko tukaj, če nekaj ni projektno ustrezno rešeno, če niso geomehanske preiskave, če niso nakloni nasipavanja, vse te zadeve, ki so pač potrebne tudi za takšne, ker to je objekt. To je velik objekt, ne, recimo, da tam nekaj nasipaš 3-4 metre, ne. Sploh pa, ker... Zraven tega je potok, ne, treba še biti pa še tukaj bolj previden. Ne pride do nenadne splazitve, potok se zajezi, ne. Potem pride takoj neko vejevje, nastane nek jez, začne voda od zadaj zastajati, dvigovati in jaz mislim, da so to zelo resne stvari, no, in jaz bi bil zelo previden pri takih stvarih, ne. No. Isto, enak problem je tudi, enak je tudi pri kakšnih izkopih, ne. Ko nekateri so zelo korajšeni, ne, naredijo zelo velike izkope, ne, in tudi potegne in so tudi problemi, ne. Se pravi, vse te zadeve gradbene se pač ne sme kar tako delati, to so posegi v prostor in zato je treba imeti ustrezna dovoljenja in tudi projektne rešitve. Bova rekla, če so še takšna ali pa podobna vprašanja, kar prosim zapišite kaj po elektronski pošti in bomo s kakšnim gostom, če bo iz stroke, kaj odgovorili. Greva pa še na zadnjo najino temo. Mislim, da si enkrat dejal, ti prihajaš iz katoliške družine, vera, ti veliko pomeni celotni tvoji družini in nekateri, ki imate otroke, ki so tako ali drugače prizadeti duševno ali pa telesno, včasih rečete, da je to božji dar. Čeprav je verjetno to zelo težko soočiti se z otrokovo boleznijo. Verjetno je to najtežje, kar je lahko, ne? Zdaj, to je odvisno, čisto osebno, kakšen imaš odnos do življenja. Kakšna je res tista svetost življenja, o kateri se tako zelo rad govori. Kaj pomeni za tebe svetost življenja? A to pomeni tista, bom rekel, neka absolutna popolnost, tisto, kar nam jo mediji dajo, pa predstavljajo po naših ekranih, kakšni vitki moramo biti, kako uspešni moramo biti, če nisi uspešen, nisi... in sploh. Ja, tako, in potem so takšne trajme, ali je ta svetost življenja kaj večja. In zdaj, jaz sigurno ne zagotavljam svetost življenja od spočetja do smrti. To je za mene bistveno. In tudi ne gre samo za to, da bi si to zmislil,
ali pa kar bi rekel, pač, ker sem pa veren, ne, bom pa pač to je dogma in bom zdaj jaz to verjel, ne. Ne, to sploh ne, treba je dvomiti, ne. Ampak na vse zadnje, ne, preko tega dvoma, ki ga imaš, ne, a je to res ali ne, moraš iskati resnico in slej ko prideš do nekega svojega stališča, ne, kaj je življenje, ne. In Sebastijan je pač je bil prekmalu se rodil, on se je 7. mesec rodil, prišli so pač poškodbe. Koliko let nazaj je to? 85 leta. 85 let. Ne? Tako da bile so pač te težave in takrat je za nas bilo bistveno samo to, da ostane živo. Nekak bo, a bo takšen, drugačen, se bomo že mi prilagodila. Ne? Kdaj sta pa potem žena opazila, da otrok ni povsem zdrav? To je bilo pred, zato ker so bile takšne težave, ker v bistvu Sebastijan se je, njemu je že nehal srce biti, njega so v bistvu že bil mrtev, ne bi rekel, ne? In so delali hitrocarski rez in oživljanje in zato je prišel do cerebralne paralize. Ne? Posledica to so potem različne, ne? Tudi en otrok ni isti, ne? Pač določen del možganov je, ker se ne prekrvavi, ni kisika, pride do poškodb, odmre in so pač te takšne drugačne posledice. Koliko časa vaju je bilo potem strah, da sin Sebastijan ne bo podlegal recimo bolezni pa umrl? Ne, to moram pa reči, da tukaj sem bil zelo vesel pravzaprav vsem tem zdravnikom, ki so kar povedali odkrit, so rekli, tole pa tole se je dogodilo, morate biti pripravljeni na to, to in to, ne? In to se mi zdaj fajn. Ne? Bom že spet rekel tako, ne, resnica osvobaja. Ne? Ni resnica tista, ki bi bilo jo treba skrivati. Ne? Imamo je še potem še eno dihalno stisko tudi, pa ponovno oživljanje, ampak potem se je vse skupaj rekel, se je zlizel neko skusa, ne, tako da je preživel to. Kaj pa je to pomenilo potem? Takrat še ni bilo hčerke, ne? Kaj je pomenilo to potem za vaju, ženo? Ko je prišel Sebastijan domov, verjetno način življenja drugačen. Ne, pravzaprav, zdaj ne vem, no, ampak mogoče se bo čudno slišal, sploh nikoli nisem razmišljal, kaj pa bi bilo, če bi bil pač zdrav. Sploh nisem razmišljal to, ne. Pač takšen, kakršen smo ga sprejeli, ne? In takšen smo se veselili vseh stvari, kar jih je bilo in se še zdaj veselimo vseh stvari. In bistveno, on v bistvu uči nas, ne? On je potrpežljiv, ne? In nas uči potrpežljivosti, ne? Pa zmora imeti dobre volje, zelo redko je slabe, zelo je občutljiv, če kakšen glas se slučajno povzdigne, ima rad, da se razumemo, da uči nas, ne? On nas uči, ne mi njega. Tudi v glasbi vas uči? Ja, imajo pa to oni izredno neke takšne potencijale, da se včasih te mečken se spleti. Orientacija recimo v prostori, ne? Ali pa neki spomin, ne? On zna od Mozarta, nekaj smo glih poslušali, to je bilo v postnem časi Mozartov Requiem, ne? Cel CD zna, ne? Sam tako ampak po ritmih pa vse, ne? Čist ga ima v glav, ne? Kako je bilo pa s šolanjem, obiskovanjem osnovne šole? To imamo pa v Zagorju idealno, ne? To, ne vem, to bi si samo lahko vsak starš s takšnim otrokom sam želiš, ne? Jaz sem ga že predzdal, no, mi smo imeli tako urejen, da ko je bil že mehan, žena je tudi hodila v službo, jaz tudi, pa smo ga imeli en teden par eni mam, en teden smo ga imeli pa z drugi mam. To priporočam vsem mladim staršem, da tako naredijo. To je zelo demokratično. Potem smo, ko je bila prilika, smo ga dali v vrtec. In tam je bilo zelo lepo, ker so ga tisti otroci tako lepo sprejeli in še zdaj ga poznajo. In ko je bilo konec tistega obdobja v vrtci, se spomnim, ko smo bili, so vsi jokali, ko je šel. Šel je potem pa v osnovno šolo Slavko Grum, to imamo tudi krasno urejeno v Zagorju, čisto blizu. S prilagojenim programom. S prilagojenim programom, glede na njegove zmožnosti. Potem je šel pa v varstveno-delovni center. Zdaj pa varstveno-delovni center. Tudi tu uživa? Uživa, ne. Tudi ustvarja kaj? Ja, tisto, kar lahko naredi, ne. Neke malenkosti, ampak naredi, ne. Zato jaz moram, jaz zelo te poznam, jaz vsak dan grem v varstveno-delovni center, ker ga kjer pelem, ne.
zjutraj ga jaz speljem v varstveni delovni center, oni ga pa potem tam okrog pol enih ga pa nazaj pripeljejo, ker so neke službene obveznosti, tisto ne morem. Ne. Tako da jaz imam vsak dan kontakt s temi fanti in dekleti tam v varstveno delovnem centru. So krasni. Ja, tako. Ne. In zelo redkih slabe volje vidim. Vidim jih pa takrat in ponovadi vprašam, kaj pa je, to je bilo pred leti, ki je bila malo gospodarska kriza. In ko so mi rekli, veš kaj, nimamo za delati. Ne? To se pravi, imajo tudi v varstveno delovnem centrih spodbujajo, da je delo vrednota, ne? Da ni delo neka nuja, da je nekaj vrednota. Iz tistega si nekaj zaslužijo, pa imajo tudi neke izlete, pa imajo morje, pa imajo razne stvari, ki si jih privoščijo. In za njih je bilo največ, da nimajo dela. Ne? Se niso čutili potrebne. Ne? Ja, ne? Mislim, to bi včasih rekel pri teh raznih drugih socialnih transferih. Ko mogoče nekdo reče, ne, ja, se mi ne splača, ne, je pa za njih. Ne, tako da, bi rekel, ogromno se učiš lahko od njega, ogromno. Ne. Pa odkrit so, ne moreš blefirati. Ne. In tudi ne izpostavijo pred kontakt s tabo, te preverjajo. In ko greš čez tisto dobo, ampak ta doba lahko traja 1 let. Ne. Tako je. Ne moreš blefirati. Si pa enkrat njihov, si pa njihov. Ali pa njegov. Ali pa njen. No, in dejal si vsako jutro z avtomobilom do varstveno delovnega centra. Ne vem, enkrat tedensko, enkrat mesečno pa proti Gradcu. Ja, no, zdaj hčerka je, ko je končala konzervatorij glasbeni v Ljubljani, je nadaljevala šolanje v Gradcu. Prva leta malo bolj pogost, zdaj pa malo bolj poredek. Že bolj samostojno. Ja, tako, ja. Saj že skoraj več kot 4 leta. Ja. In očitno je glasba doma v tvoji družini. Zdaj ne vem, a sta oba vidva ženo glasbenika, dobro, Sebastian čuti glasbo, Klara ima rada glasbo. Ja, sej tudi jaz imam, no, bom rekel, jaz bolj na klasično glasbo. Ko brat je bolj na rokovsko usmerjen, in tam v srednji šoli se spomnim, one tiste, ko je že Deep Purple, pa Police, pa ne vem kaj vse, pa Jethro Tull, kaj so že bili. To poslušal, jaz sem pa Baha, pa nisem tam je bila včasih, so prodajali plošče tam, kaj že nasprot parlamentu, od spodaj je bil podhod. Ja, Maxi Market, tam, ja, ne. Tam smo kupovali. Jaz sem pa to bolj, in rekel, ja, pa to poslušaš. Pravzaprav bi rekel, da bi jaz bil glasbeno, ki vse smo hodili k pevskem zboru, sem pa hodil hvesno, ja, tudi nekaj časa, ne. Pa tudi k cerkvinem, ampak pol ni bilo časa. Je bil pa oče moj, ne. Oče moj je bil pa muzikant, ne. On je bil pa harmonikaš in je bil tudi ustanovitelj Zasavcev skupaj s Francijem Lepičnikom. Kaj pa po ženini plati? Po ženini plati so se pa zelo bili teh s tem gledališčem, pa tudi pevskim zborom, v Čemšeniki je mu zelo razvito, še zdaj ima, ne, to gledališko dejavnost. Ne. In tam tudi neki bono, neki že bono od tam geno. Ne vem, ko smo se pogovarjali, si dejal, da so te kar precej snubili tudi v raznih političnih strankah. Si bolj pomladnik, ne, ampak niso bili uspešni. Nekako si preveč svojih glav? Ne, jaz najprej glede politike, jaz politiko zelo spoštujem. In pri meni je na zelo, zelo visokem nivoju. Bom rekel, zdaj nekaj sporn, mogoče zdaj, ki je najbolj sporno to glede teh razbir v cerkvi, bi rekel, najbolj bi bili duhovniki, potem bi bili politiki, potem bi bili pa zdravniki, pa in tako naprej. Se pravi, za mene je politika na zelo visokem nivoju. Ampak jaz vem, kakšen sem in kakšen moraš biti tudi, če se greš politiko. In mogoče sem jaz malo preveč samosvoj, da bi bil, ja, ne vem, vodljiv. Jaz mislim, da politiko jaz jemujem kot delo za skupno dobro. Delo za skupno dobro. In princip pravičnosti, ki je temelj. To
tukaj me pa popade včasih res neka sveta jeza. Ne? Ko slišamo, politiki so, pa ne bova rekla, ker ni primerno za to govoriti, ali pa se jim gre za stolčke, ali pa tista, ki je tudi zelo grda in nesramna, bi rekel, korito ostane, svinje, semena in tako naprej, da so vsi isti. To mene pa izredno ne. Namreč, če ti isti to v politiki govorijo, kako lahko pričakujejo, da bo nekdo drug, da bo nekdo z nekimi dost visokimi moralnimi načeli postopal v politiko. Jože, se ti zdi, da ravno zaradi tega, ker tudi o medijih se zelo redko kdaj o politiki govori, pa o politikih pozitivno, da se tudi zaradi tega marsikdo ne odloči, da bi se postavil na pranger. Ja, to sem jaz prepričana. Zakaj mi je tega treba? Ja, zakaj? Že naslednji dan boš ne vem kaj. Razen tega je treba vedeti. Ja, saj noben ni svetnik. Kako, mislim, to je ta protisloje. Po eni strani o politikih govorijo tako negativno, tako, bom rekel, prostaško, po drugi strani pa zahtevajo tega politika, zahtevajo pa svetniški si. To je nemogoče. Mislim, to je skregan z logiko, to je ta protisloje in zato je pri njem ta odnos do politike takšen, kakršen je. Jože, kaj delaš ti v tistem prostem času? Dobro poslušaš Bacha, Mozarta, kakšno knjigo prebereš? Greš velikokrat s sinom po Zagorju, ga pelješ z vozičkom? Ja, sam da se verjame mečke, greva dol skozi proti... Se bomo zagotovke srečali? Ja, greva dol do Mosta, do Savskega Mosta in zdaj nas že poznajo, tudi pravite se že dobe, so rekla, vse je v redu, ne se sekirati, Sava še kar teče navzdol. Ne, se tudi berem tudi knjige, ampak bom čisto rekel, nimam pa tukaj časa, da bi od A do Ž prebral. Imam pa skozi moram na marc ali kjerko so knjige, tako da je kar dost prebiram. Tudi Platona imam, tudi Platona imam. Zato je pa malo treba več časa. Ja, ampak je kar fajna. Kaj pa sprostitev? Dobro, sprehodi do Save pa nazaj? Ja. Dopusti? Če dopusta pa že dolgo ni bilo. Ja. Pač situacija je taka, tako da je za mene dopust, če greva s Sebastianom na sprehod ali pa če gremo, zanj smo bili krasno malo v Europarki, smo bili vsi štirek, smo bili skupaj, pa je tudi lep dopust. Bom rekel, vsak trenutek lahko izkoristiš vse. To je tako, jaz moram reči, nekateri z velikim niso zadovoljni, nekateri je pa malo zadosti. Nekomu je težko papirček iz tal pobrati, nekdo pa dviguje teži 250 kilske. Pomemben je smisel, a vidiš, kako vidiš stvar. Kako pa je Klara sprejemala svojega brata? Verjetno bila zaščitniška, ponosna nanj? Ne, nikoli bila glih zaščitniška, čisto popolno, pa tudi kusta si kar včasih, mu je tudi kar rekla, če kaj ni bilo prav, ne, nič ne. In spomnim se, da je moja mama rekla, ja, Sebastian je pa Bog, pa reče Klara, ja, se, veš, ko babi, nič ni Bog, vse, kar rab, dobi. Se mu da oči ali pa mami, če ne pa tudi jaz, tako da veš, ko babi, čisto nič ni Bog, jaz sem poskrbel. In Sebastian se zasmejal, ne? Ja, tako da ni. Mislim, da ni. Pa tudi tako, jaz sem mi tudi rekel, da ne sme se čutiti nobene obveznosti, da bi sem nek breme imela, da mora pa zdaj ona za njega skrbeti ali pa karkoli, ne. Pač ona bo imela svoje življenje urejeno, mi bomo že poskrbeli, da bo za njega, dokler bova lahka, potem bova že poskrbela, da bo za njega v redu. Tako da s tem se nič sem mi že zdavni razbremenil teh, da bi imela kakršnekoli bremena. Ker je pa res, da mrski starši rad preložijo nekatere takšne bremene pa na ostale otroke, kar pa ni fajn. Jože, hvala ti za vse, kar si povedal
o vseh različnih temah, ki so jih tokrat odprla. Zagotovo bo še kdaj priložnost. Mi se na tem mestu zahvaljujemo tudi vsem pokroviteljem, ki nam sploh omogočate, da lahko oddaje snemamo. Če boste spremljali moj Facebook profil, boste videli tudi nagradno igro povezano s to oddajo. Do naslednje oddaje pa tebi hvala, vam pa hvala za pozornost in srečno.